Ljubljano je obiskal predsednik Evropske rokometne zveze EHF Michael Widerer, verjetno ne samo zato, da bi si ogledal prizorišče kongresa EHF, Ljubljana bi ga gostila jeseni 2027. Widerer je lani vstopil v svoj tretji predsedniški mandat, ta bo zaradi omejitev zadnji, kar nekaj že potrjenih sprememb pa se bo zgodilo tudi po letu 2029, ko se bo Avstrijec poslovil. V intervjuju za Val 202 je Michael Widerer govoril tudi o neurejenosti prestopov, sploh mladih rokometašev, o pomembnosti kongresa leta 2027 in že potrjenih spremembah v tekmovalnem koledarju ob koncu tega desetletja. Najprej pa nas je zanimalo, zakaj je imela Evropa kot vodilna rokometna celina na decembrskem volilnem kongresu Mednarodne rokometne zveze v Kairu kar 3 kandidate. Ob slovenskem Franju Bobincu, še Nemca Gerda Buceka in Nizozemca Tjarka Delangeja. Na prestolu je ostal Egipčan Hasan Mustafa, ki IHF vodi že od leta 2000. There is a clear answer. First of all, there was coordination with the candidates. Odgovor je povsem jasen. Najprej smo imeli usklajevanja med kandidati in kandidati sami niso želeli, da bi se kdo umaknil. Predlagali smo glasovanje, kdo bi bil edini evropski kandidat, vendar se s tem nista strinjala 2 kandidata, ki sta menila, da so njune možnosti za zmago na kongresu IHF dovolj velike. Tu ne govorim o nizozemskem kandidatu, ki nikakor ni bil favorit za uspeh. Ker EHF kot skupnost nima volilne pravice, ampak jo imajo posamezne članice in vsaka ima svoje interese. V tem primeru tako Nemčija kot Slovenija. In če kakšna od pomembnih članic z izrazito gospodarsko prednostjo nima jasnega mnenja, to govorim iz dolgoletnih izkušenj, je poiskati skupno mnenje skoraj nemogoče. EHF mora sodelovati z IHF, ne moremo pa vplivati na mnenje naših članic, ker kdorkoli postane predsednik, se mora naše sodelovanje z IHF nadaljevati tako v kvalifikacijah kot v zapletenem sistemu različnih sodelujočih. There are very complex issues in the statutes of the IHF and in the whole system. Dobivamo občutek, da IHF zavira razvoj rokometa, navijači, rokometaši, trenerji si želijo korenitejših sprememb pravil, ki bi gotovo potisnile rokomet višje po lestvici priljubljenosti. IHF pa je konzervativen, kot da si ne bi želel sprememb. I think there are different issues. In some perspectives, the IHF is progressive. So the rule changes came directly from the IHF. Več različnih stvari je. V nekaterih pogledih je IHF celo progresiven. Najnovejše spremembe pravil so prišle neposredno z IHF in to je tudi njihova odgovornost. Glede ureditve delovnih razmerij in razvoja na drugih področjih pa ima vsaka celina svoje prioritete in Evropa je samo ena od celin, večino pa ima preostanek sveta. Tako je žal v številnih mednarodnih krovnih športnih organizacijah. Handball is a specific sport with having so much strength in Europe, but the majority is not in Europe. Toda v nekaterih športih so se na evropski ravni nekako uspešno ločili. Evropski nogomet je svet zase, tudi košarka in odbojka, v ZDA pa sta sploh od krovnih mednarodnih zvez skoraj povsem izolirana NBA in NHL. First of all, there is none of these sports, maybe ice hockey is a difference, but all the other sports, volleyball, basketball, Najprej naj poudarim, če že primerjate, da nobeden od teh športov, morda je še najbolj specifičen hokej na ledu, ni tako geografsko ozek kot rokomet. Košarka, nogomet in odbojka so precej bolj svetovni. Glede tega smo v evropski rokometni družini realisti. To je še vedno precej evropski šport. In v Evropi rokomet z Ligo prvakov in evropskim prvenstvom kot najmočnejšima produktoma v zadnjih 10-15 letih druge celine neprimerljivo prehiteva. Sam dajem posebej velik poudarek na sodelovanje z drugimi celinami, ker sicer bi prišli prehitro do stropa, več od tega, da imamo dober produkt, ne moremo storiti. Zdaj moramo vrednost rokometa prej dvigovati drugje kot v Evropi. To včasih trči tudi ob politične interese, to je naša naloga in to lahko storimo samo, če nas podprejo najmočnejše države. In to nista ne Avstrija, iz katere prihajam, ne Slovenija. Saj veste, koga mislim. It's not Austria, because I'm from Austria, it's not Slovenia, and it's not, you know what I mean, it's
Ljubljano in Slovenijo je Mihael Widerer obiskal že večkrat ob različnih priložnostih. Slovenija je gostila tudi 2 članski evropski prvenstvi, nazadnje rokometašic. V primerjavi z evropskimi prvenstvi, na katerih se v zadnjem obdobju ni zavrtelo prav veliko gostiteljev, je gotovo lažje delo iskanje kandidatov za organizacijo kongresa. To organize congresses is a challenge for a federation because there is no direct outcome. This is not like we are earning money or we are winning or so. So a congress is an administrative. Tudi organizirati kongres je precejšen izziv za naše članice. Ni neposrednega dobička, to ni tekmovanje, na katerem bi morda zmagal, gre bolj za investicijo v ugled. Pametno je, da se je Slovenija prijavila za izvedbo prihodnjega in tako pokaže drugim članicam, da je zmožna tudi takšnih dogodkov. Leta 2029 bomo imeli znova volilni kongres, videli bomo, kakšni kandidati se bodo prijavili, sam pa ne bom več mogel biti med njimi, saj končujem svoj 3. mandat. Tudi pod predsednikom se iztekajo mandati in zgodilo se bo vsaj nekaj sprememb, če ne celo velike. Kongres prihodnje leto bo kar dobra priprava za to. Vse reči, ki jih počnemo, so bolj dolgoročne in ne moreš kar priti na kongres in reči, tu sem, ter pričakovati, da boš takoj izvoljen. Kot kandidat moraš pokazati, kaj si naredil, kdo si, in ta kongres bo pomemben po tej plati. You must show what you organize, what you are capable, that you are reasonable in all your doing, and therefore the 27 Congress is important in this respect, and then we will see what's coming. Widerer je predsednik 10. leto, ko se izteče mandat, ne bo več mogel kandidirati, nekaj izzivov pa ga še čaka. We have the last mandate. We had to overcome this corona situation, this Russia, Belarus, Ukraine situation, and this and that. V mojem drugem mandatu smo imeli kar nekaj težkih izzivov, od koronavirusa do vojne v Ukrajini. To je bilo težko obdobje, ki pa smo ga nekako premagali. Smo stabilni, zdaj vstopamo v obdobje, v katerem nas čakajo pogajanja okrog novih marketinških in televizijskih pogodb. To poletje se moramo odločiti, ali se bo to zgodilo celo prek razpisa ali kako drugače. Določili smo prireditelje evropskih prvenstev do vključno leta 2032 in zdaj moramo pripraviti izhodišča za obdobje 2034-2036 skupaj s temi marketinškimi pogodbami, da bodo prireditelji vedeli, kako bodo stvari tekle. In te prireditelje bomo izbrali na kongresu v Ljubljani, tako da bo ta pomemben tako ekonomsko kot tudi športno. Together with the marketing process. And this has to be parallel so that people know what they buy. And the awarding of these Euros 34, 36 will be, if awarded, at the Congress here in Ljubljana. So this is a very important economic, but also for the sport relevant fact. Ob vstopu v novo desetletje bo zaživelo novo reprezentančno tekmovanje. Prihajajo evropske rokometne igre za moške in ženske. To bo tekmovanje, ki bo med osmerico najvišje uvrščenih reprezentanc dalo tudi potnika na olimpijski turnir. Evropske rokometne igre bodo na sporedu septembra na vsaka 4 leta, prvič leta 2030. Spremenil se bo tudi sistem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Ne bo več dvobojev, kakršen je bil recimo zadnji med Slovenijo in Črnogoro, pač pa skupine. Igralci pa tarnajo nad preveč zasičenim koledarjem. Also first of all, I can say that you are well informed, if I may say so. Secondly, the process to introduce the European Handball Games was a very transparent. Priznati moram, da ste se dobro poglobili v problematiko. Proces vključitve evropskih rokometnih iger je bil zelo transparenten, vključeval je klube, ki igralce plačujejo, lige, nacionalne zveze in predstavnike igralcev. Kar zadeva zadnje, smo imeli nekaj težav, ker je njihova sindikalna organiziranost precej slaba, omejena le na nekaj držav in, seveda, če bi delali anketo med vsemi igralci, bi dejali, da si želijo manj tekem za enake
plače, kot jih imajo. Razumljivo. A se moramo osredotočiti na bistvo in ko smo se pogovarjali na Evropski komisiji z Evropskimi olimpijskimi komiteji, so vsi dejali, da je to odlična naložba v šport. Kongres je odločil, kako bomo delili zaslužek med zveze, s klubi smo dogovorjeni za klubska tekmovanja. Naša dolžnost pa je optimizirati vsa ta tekmovanja in zagotoviti sredstva zanje. Vpleteni so vsi sodelujoči, ter tudi klubi in lige so privolili v to, da prepustijo reprezentancam dodaten teden v septembru. Tu smo sklenili kompromis, spremenili ligo prvakov, jo skrajšali za 2 kroga skupinskega dela, vse v skupnem dialogu. In seveda, če boste vprašali igralce, kaj menijo o tem, boste verjetno dobili pričakovan odgovor. Give it to a player and say, what do you think about that? What could be the answer? It's a normal story. Spremembe v Ligi prvakov pa se bodo zgodile že s sezono 2026-2027. On the men's side, we are going to enlarge from 16 to 24. This was upon wish of the clubs, because they realized that a very small number of Ligo širimo s 16 na 24 klubov, tudi na željo klubov, ker v njej bolj ali manj nastopajo eni in isti klubi. In klubi srednjega kakovostnega razreda tako rekoč niso imeli možnosti, da bi se prebili vanjo. Tudi veliki klubi so se strinjali, da je bolje imeti nekoliko krajši skupinski del z na papirju nekoliko slabšimi. Imeli bomo 6 skupin s po 4 klubi, prva 2 napredujeta v izločilne boje, preostala 2 pa nadaljujeta sezono v Evropski ligi. Tako se lahko razvijajo tudi drugi klubi. To velja za Ligo prvakov, pri Ligi prvakinj pa je nekoliko drugače. Potekajo pogovori o tem, kako bi nadaljevali sezono 2027-28 iz preprostega razloga, ker je precej manj vrhunskih ženskih klubov. Razmisliti pa moramo, kako to spremeniti. There are not so many strong women's clubs and we have to do something to create some more stronger. Ali Michael Widerer v razširjeni Ligi prvakov vidi prostor tudi za najboljši slovenski klub, kdorkoli že bo dobil finalno serijo? Celje or Slovak. To be realistic, because I know that the mayor will ask me in 10 minutes about the same. To be realistic. Celje ali Slovan. Če sem realen, ker vem, da me bo o tem spraševal tudi ljubljanski župan, oba kluba imata možnost, da se v Ligo prvakov uvrstita, če bosta izpolnjevala določene kriterije. Vemo, da ta sezona Slovana v Evropski ligi ni bila ravno spodbudna. Kandidat za Ligo prvakov mora imeti dovolj močno zasedbo, primerno dvorano in vidne ambicije. Videli bomo, kako bo z vsem tem. Celje je klub s tradicijo, dolgo je bil v samem evropskem vrhu, tudi na njem, potem pa je precej padel. Bomo videli. Da, želimo si slovenskega kluba v Ligi prvakov in med 24-terico bi moral biti tudi slovenski klub, a mora biti tudi dovolj močen klub. Evropska rokometna zveza se je že v preteklosti zgledovala po UEFA. Krovno Evropsko nogometno zvezo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, ki ga Widerer dobro pozna. First of all, we have a platform, Team Sports Federations. This is on a daily business and it's from time to time there are also political meetings. Najprej naj povem, da smo kolektivni športi povezani tudi s platformo Team Sports Federations. Komuniciramo tako rekoč dnevno. Poznam gospoda Čeferina, z njim sem se že večkrat pogovarjal. Seveda gledamo, kaj počne nogomet, a moramo biti realni. Gre za piramido in želimo si, da bi bile nacionalne lige v rokometu tudi tako močne, kot so nogometne. Tako pa imajo, če govorimo recimo o vaši regiji, Hrvaška, en klub, v Srbiji morda Partizan in Vojvodina, nekoliko bolje je v Makedoniji, Črna Gora in Bosna in Hercegovina pa nimata nič. Imamo nekaj skromnih lig ali pa, kot rečeno, takšnih, v katerih je v ospredju samo en klub. In to je težava rokometa, neskladje. Številni klubi imajo na leto premalo vrednih tekem, tako da se seveda zgledujemo po UEFA, a nogomet ima Premier ligo, La ligo, Bundesligo in tako naprej. So, yes, we are looking to UEFA, but they have Premier League, they have La Liga, they have the German Bundesliga and Želja po Superligi ni zrasla samo na nogometnem zelniku, tudi rokometna Superliga je bila že na tapeti.
He's doing a great job, Čeferin je tu opravil veliko dela in tudi sami smo se, kot ste dejali, spopadali s podobnim pritiskom klubov, ki so želeli bolj zaprto elitno tekmovanje. Tako smo začeli intenzivneje sodelovati z njimi, vključeni so v veliko naših procesov prek svojega demokratičnega telesa. In čez dobra 2 tedna bomo v Kölnu podpisali novo 10-letno pogodbo z njimi, v njej so stvari jasno zapisane in dogovorjene. Memorandum of understanding. Ali so razmišljali tudi o spremembi sistema tekmovanja po vzoru na UEFA-ino ligo prvakov, morda tako imenovani švicarski sistem predtekmovanja? Yeah, we proved that, but let me say there was not a majority of all those involved in the process in favor of it. Tudi o takšnem sistemu, kot ga ima nogometna liga prvakov, smo se pogovarjali, a večini sodelujočih ni bil po godu, predstavili smo ga v luči preomenjenih izboljšav za ligo prvakinj, pa se tudi ni uveljavil. Pri dekletih, kot slišim, se stvari premikajo na regionalni ravni in to bomo vsekakor podprli. Ob omembi pomembnih pogajanj glede marketinških in televizijskih pravic za novo obdobje je treba poudariti, da se je EHF na zadnjih prvenstvih rad pohvalil tudi z dobrim odzivom na družbenih omrežjih. Tu gre precej v korak s časom. The world is changing. Also, with the fragmentation of the media, we have to be clear that viewers in... Svet se spreminja. Zavedamo se, da število televizijskih gledalcev ni več edino pomembno merilo. Mislim, da se zelo dobro razvijamo v digitalnem svetu, trdo si prizadevamo za to in zavedati se moramo, da javni mediji niso več vedno najmočnejši, številke se spreminjajo. Trg se je popolnoma spremenil. Naprimer, klubi tako rekoč ne morejo več prodreti na javne televizije, ker enostavno ni dovolj prostora zanje za vse tekme. Evropska prvenstva pa imajo na drugi strani neverjetno dobro gledanost po vsej celini. Whereas the Euros have such figures that's amazing across Europe what number of spectators they have. Za konec pa še pogled na prestope igralcev med klubi. Slovenija velja za valilnico talentov, sploh Celje Pivovarna Laško. Igralci odhajajo mladi v tujino, pogosto za preskromno finančno nadomestilo, sploh pa so na nek način smešni prestopi zvezdnikov med največjimi klubi. Običajno so objavljeni tudi 2 leti pred dejansko realizacijo. So first of all, this is a weakness in our sport that we have producing clubs and we have takers. To je zanesljivo naša velika slabost. Imamo klube, ki proizvajajo igralce in imamo tiste, ki jih jemljejo. Lahko vam ponudim političen odgovor. Vsa ta pravila piše Mednarodna rokometna zveza, hkrati pa je to skoraj povsem evropska tema, ker se večina prestopov zgodi v okviru EHF. Strinjam se, da bi to moral biti naš cilj, da stvari uredimo na bolje, a hkrati se zavedam, da je to izjemno zahteven proces. Zato bi morali vključiti vse sodelujoče. Igralci si ne želijo te regulative, klubi imajo povsem drugačno mnenje, sploh prej omenjeni proizvajalci. Nacionalne zveze tudi, ko gre za reprezentante. Kot bi dregnil v osir. Te teme nismo še odpirali, ker nihče ni zares želel, da bi jo. So there are so many varying interests that to touch into that you must at the end know where you want to be. And it was not the topic so far. Nobody wanted us to do that. In kdaj so na EHF na zadnje poskušali kaj spremeniti oziroma vsaj začeti dialog? Že kar nekaj časa je minilo, ko smo se nazadnje pogovarjali o tem, pa ne na kongresu. Tudi zakonodaja v posameznih državah se glede tega precej razlikuje. Naj vam dam primer. Moj klub, za katerega sem igral, ko sem bil mlad, Fivers z Dunaja, je v zadnjih 20 letih v nemško ligo izstrelil kakšnih 20 rokometašev. Zdaj pa bodo brez kakršnekoli odškodnine izgubili nadarjenega 18-letnega vratarja, ki odhaja v Barcelono. V Avstriji pred 18 letom starosti poklicne pogodbe ne moreš podpisati, razen če to v zapletenem procesu odobri sodišče. Pravila Evropske rokometne zveze so žal odvisna tudi od zakonodaje v posamezni državi članici, ki ureja to področje. In da, žal je vse skupaj zelo neprijetno.
Tako aktualni predsednik Evropske rokometne zveze Mihael Widerer, volitve za predsednika Slovenske, prvi mandat zaključuje Bor Rozman, pa bodo še letos.